Hiter tempo življenja lahko vsaj za kratek čas prekinemo z izletom v naravo, kjer ni ne avtomobilov, ne računalnikov in ne televizije, samo mi in naravno okolje. Na taborjenju hitro začutimo, kakšno je bilo življenje nekoč, ko še niso poznali toliko načinov uporabe energije, s katerimi je postalo naše življenje veliko lažje. Ljudje že od nekdaj uporabljajo energijo, kot na primer ogenj za pripravo hrane. Toda zakuriti ogenj zahteva kar nekaj spretnosti. Pošteno lačen postajam, odnehajva raje in poskusiva na štedilniku. No, res je lepo imeti udobnosti doma. Obdajajo nas naprave, ki porabijo energijo. Mnogi menijo, da porabljamo preveč energije in da bomo nekega dne ostali brez virov energije. Toda vsak dan lahko naredimo kaj za manjšo in bolj smotrno porabo energije. Temu pravimo varčevanje z energijo. Zagotovo ne razmišljate o varčevanju z energijo, ko se igrate na dvorišču. Toda videli bomo, da je to prav zanimiva tema. Kaj pravzaprav sploh je energija? Energija nam omogoča, da lahko opravljamo delo. In delo predstavlja vsako naše gibanje in spreminjanje stvari. Ljudje zato porabljamo veliko energije za vsakodnevna opravila. Ponekod na Zemlji porabljajo zelo veliko električne energije, skoraj povsod pa se že vozimo z avtomobili. Ni težko ugotoviti, da porabimo velikanske količine energije, ki nam omogoča takšen način življenja. In večina te energije je v premogu, surovi nafti in zemeljskem plinu. Premog, surova nafta in zemeljski plin so fosilna goriva. Zagotovo že veste kaj o fosilih. To so ostanki živih bitij, na primer rastlin in živali, ki so živele pred več milijoni let. Podobno kot večina živih bitij so tudi te rastline in živali živele s pomočjo od sonca prejete energije. V njih tako nakopičena sončna energija se je ohranila vse do danes, v organizmih, ki so se s časoma spremenili v premog, surovo nafto ali zemeljski plin. Danes ljudje porabljamo velike količine fosilnih goriv kot vir energije za najrazličnejša opravila. Fosilna goriva porabljamo na primer za kuhanje. Energijo fosilnih goriv pa pretvarjamo tudi v električno energijo, ki jo porabljamo prav vsak dan. Kar pomislite, kje vse jo potrebujemo? Včasih morda porabljamo več energije, kot bi jo v resnici rabili. Hej, prihrani nekaj energije zame. Oglejmo si prikaz porabe energije.
Vijoličen izsek nam predstavlja svetovno porabo energije fosilnih goriv. Veliko več kot katerikoli drugi vir energije. Zeleni izsek nam prikazuje delež porabe energije vseh ostalih virov. Kar predstavljajte si, kaj bi se zgodilo, če bi porabili vse zaloge fosilnih goriv. Energije bi nam pošteno primanjkovalo za našo porabo, kaj? Zaenkrat še imamo nekaj zalog premoga, surove nafte in zemeljskega plina. Toda poraba teh goriv je mnogo večja, kakor hitrost njihovega nastajanja. Govorimo o neobnovljivih virih energije. O virih, ki se ne obnavljajo tako hitro, kot jih porabljamo. Zato moramo z energijo varčevati ter na ta način varovati te tako dragocene vire energije. Toda, kot da to še ne bi bilo dovolj. Pri porabi fosilnih goriv se pojavlja še en velik problem. To je njihovo sežiganje in s tem onesnaževanje okolja. No pa poglejmo, kaj smo se naučili. Spoznali smo, da porabljamo danes več energije, kot so jo ljudje kadarkoli pred tem, ter da je večina te energije shranjene v fosilnih gorivih, kot so zemeljski plin, premog in surova nafta. Zanimivo je, da so fosilna goriva fosilni ostanki rastlin in živali, ki so živele pred milijoni let. Žalostno pa, da se fosilna goriva ne obnavljajo tako hitro, kot jih porabljamo. To so neobnovljivi viri energije. Povrhu vsega pa s sežiganjem fosilnih goriv še močno onesnažujemo zrak. In, če še pripomnimo, sežiganje fosilnih goriv lahko povzroča tudi močan hrup. Hej, oprostite, želimo si mir in tišino. Slaba novica o fosilnih gorivih je torej ta, da jih prehitro porabljamo. Dobra novica pa, da lahko za to marsikaj postorimo tudi sami. Varčevanje z električno energijo je eden najboljših načinov, kako čim bolj obvarovati fosilna goriva. Električna energija omogoča delovanje pravzaprav vseh stvari, ki jih imamo doma, kot so luči, računalniki, hladilniki in druge naprave. Na srečo je kar precej možnosti, kako varčevati z električno energijo. Pomembno je, da luči ugasnemo, kadar jih ne rabimo, še posebej, kadar nas ni v sobi ali nas sploh ni doma. Uporabljajmo dnevno svetlobo, kadar je to le mogoče. Sonce predstavlja obnovljiv vir energije. Sušimo perilo na prostem. Sonce nam ga posuši zastonj. Zelo veliko energije porabimo za ogrevanje naših domov po zimi in za ohlajevanje poleti. Zato zapirajmo okna in vrata, kadar v prostoru kurimo ali pa imamo vklopljeno klimo. Poleg naših domov so eden največjih potrošnikov energije tudi avtomobili. Zato pojdite peš ali se peljite s kolesom, kjerkoli je to le mogoče. S tem boste prispevali k varčevanju z energijo in k čistejšemu zraku. Če je pot neprimerna za kolo, izberite avtobus ali vlak. Večina mest ima dobro organiziran javni prevoz. Če pa že izberete avto, potujte skupaj še z več prijatelji. Tako bo tudi potovanje zanimivejše. Tukaj je še en primer, kako lahko pripomoremo k varčevanju z energijo in obenem k varovanju čistega okolja. Zagotovo ste že slišali kaj o recikliranju. To je o ponovni uporabi materialov, kar pomembno pripomore k varčevanju z energijo. Oglejmo si kako. Namesto, da vse odpadke mečemo v en koš, jih sortiramo po navodilih Centra za recikliranje. Poskusimo. Zelo enostavno je. Oglejmo si. Center za recikliranje je mesto, kjer ljudje in stroji pripravljajo reciklažne materiale za ponovno uporabo v različnih tovarnah. Tako, na primer, star papir predelajo v nov papir.
steklenice strejo, zmečkajo in stalijo ter iz njih izdelajo nove steklenice. Tudi aluminijaste pločevinke stalijo in preoblikujejo v nove aluminijaste izdelke. In iz plastenk izdelujejo najrazličnejše stvari, skoraj neverjetno, tudi preproge in celo oblačila. To recikliranje pa res lepo izgleda. Poskusimo sami. Oglejmo si primer recikliranja, ki ga lahko opravimo sami. Imenuje se kompostiranje in s preprostim poskusom bomo ugotovili, kako poteka. Kompostiranje je enostaven, naraven proces recikliranja kuhinjskih in vrtnih odpadkov, v katerem se odpadki razkrojijo v črno in s hranljivimi snovmi bogato prst. To delo opravijo majhne bakterije, deževniki in ostali organizmi v prsti. Pa poskusimo. Potrebujemo zvitek žične mreže, nekaj vode, pisalo in papir ter daljši termometer. Mrežo postavimo na primerno mesto ter jo povežemo z žičkami, da je bolj stabilna. Vanjo izmenično nasujemo nekaj vrtnih in nekaj kuhinjskih odpadkov. Med kuhinjskimi odpadki je lahko sadje, zelenjava, jajčne lupine in tudi ostanki kave. Ne dodajajmo pa ostankov mesa in mlečnih izdelkov, kot je sir, maslo in podobno, ker bomo s tem pritegnili živali, ki niso najbolj zaželene na vrtu. Uporabljajmo predvsem suhe odpadke, manj pa sveže zelene rastline. Na vrh posujemo nekaj prsti z vrta. Prst vsebuje namreč bakterije, deževnike in ostale organizme, ki so nujno potrebni za nastajanje komposta. Nazadnje zalijemo še z vodo, če se vam zdi, da je suho. Kompostiranje vršijo deževniki, majhne žuželke, bakterije in ostali organizmi v tleh, ki jedo in razkrajajo nasute odpadke. In ker vsi ti organizmi vneto jedo, razkrajajo, rastejo in se premikajo, oddajajo precej toplote. S termometrom lahko izmerimo spremembo temperature v kompostu. Najprej izmerimo temperaturo sveže nasutih odpadkov. Izmerimo 23 stopinj Celzija. No prav, sedaj je treba nekoliko počakati. Čez nekaj tednov si ponovno oglejmo naš kompostni kup. Kaj se je zgodilo? Kup odpadkov se je zmanjšal in tudi videti je drugačen. Ponovno izmerimo temperaturo komposta s termometrom. Res neverjetno. Temperatura je kar 60 stopinj Celzija. Wow, pošteno vroče. Kaj se dogaja? Toplota, ki jo oddajajo živi organizmi v kompostu, segreva odpadke in s tem pripomore k hitrejšemu razkrajanju odpadkov v kompost. Kompostni kup premešajte vsak teden in pazite na to, da ne bo prevlažen oziroma presuh. Naj bo vlažen, vendar ne razmočen. Čez kakšen mesec nastane kompost. To je temna, prhka, rodovitna prst. Torej, namesto da bi morali rodovitno prst oziroma gnojilo kupiti, to naredimo sami. Odpadke smo torej spremenili v nekaj vrednega in za naš vrt zelo koristnega. S tem pa prispevali svoj delež k varčevanju energije in čistemu okolju. Zelo pomembno je, da varčujemo z energijo prav na vsakem koraku. Pomembno pa je tudi, da iščemo nove vire energije, ki bi bili trajni in ne bi onesnaževali okolja. Lepo bi bilo imeti vire energije, ki nikoli ne bi pošli, kaj pravite? Pri tem mislimo na obnovljive vire energije. Obnovljivi viri energije so takšni, ki se sami obnavljajo.
Primeri obnovljivih virov energije so veter, tekoča voda in sonce. Sonce pa ni primerno le za sušenje klobukov, temveč predstavlja svetovno pomemben vir energije. Oglejmo si to nekoliko bolj natančno. Sončna energija je energija, ki prihaja s sonca. Sonce je naš največji vir energije. Spomnite se, kako zelo vroče lahko postane v avtu, če nanj posije sonce. To je primer segrevanja s sončno energijo. Nikar ne ostanite v avtu predolgo. Oglejmo si primer rastlinjaka. Medtem, ko sončni žarki prodirajo skozi steklo, se toplota v rastlinjaku dobesedno ujame. Zato lahko postane v rastlinjaku in podobno tudi v avtomobilu zelo vroče. Uporaba sončnih kolektorjev je naslednja možnost, da prestrežemo sončno energijo. Posebna oprema nam omogoča, da sončno energijo pretvorimo v toploto ali pa v električno energijo. Zakaj potem ne uporabljamo samo še sončne energije? No, sončno energijo do neke mere sicer lahko shranjujemo in jo uporabljamo kasneje, vendar pa še vedno ostaja problem, da jo lahko zbiramo le ob sončnih dneh. Hej, kaj že odhajava? Ravno mi je postalo udobno. Veter je naslednji pomemben obnovljiv vir energije. Če ste že spuščali zmaja, potem zagotovo poznate moč vetra. Ljudje že tisočletja porabljajo energijo vetra za najrazličnejša koristna dela, kot na primer jadranje in poganjanje velikih vetrnic za črpanje vode. Velike vetrnice pa danes uporabljamo predvsem za pretvarjanje energije vetra v električno energijo. Energija gibajoče se vetrnice se namreč pretvarja v električno energijo, ko vetrnica poganja električne generatorje. Pri tem je pomembno še, da energija vetra, podobno kakor tudi sončna energija, ne onesnažuje okolja s plini. Edina slabost velikih vetrnic je v tem, da zasedajo precej prostora in lahko povzročajo tudi nekaj hrupa. In jasno, delujejo le, ko piha veter. No, sicer pa vsaka stvar ima dobre in slabe strani. Prav, oglejmo si še en pomemben obnovljiv vir energije. To je tekoča voda. Če damo vetrnico v vodni tok, bomo videli, da nam tekoča voda poganja vetrnico, kar pomeni, da se vodna energija pretvarja v delo. Že naši predniki so napeljevali vodo na mlinska kolesa, s katerimi so poganjali preproste stroje. Danes pa s tekočo vodo poganjamo vodne turbine in električne generatorje, s katerimi pretvarjamo energijo vode v električno energijo. Vodne turbine lahko neposredno poganja deroča reka. Tudi tekoča voda je takšen vir energije, ki ne onesnažuje okolja s plini. Največkrat pa je potrebno zgraditi jezove, s katerimi zajamemo veliko vode, ki jo nato po potrebi spuščamo na turbine. Seveda pa zajezitev rek in potokov povzroči poplave, ki zahtevajo izselitev ljudi z tega področja ter prizadenejo številne rastline in živali, ki so prej tam živele. Do sedaj smo spoznali, da je treba varčevati z energijo, kolikor je le največ mogoče. Vendar tudi če varčujemo z energijo, je zelo pomembno, da iščemo nove, obnovljive vire energije. Prav presenetljiv obnovljiv vir energije se nahaja pod našimi nogami. To je tako imenovana geotermalna energija ali energija vroče zemeljske notranjosti. Globoko v zemlji je namreč zelo vroče. Tako vroče, da se tali kamenje in vre podtalnica.
Ponekod na Zemlji črpajo vročo vodo iz zemeljskih tal in jo uporabljajo za ogrevanje hiš, pa tudi za pretvorbo v električno energijo. Naslednji obnovljiv vir energije je veliko bolje dostopen. To je tako imenovana energija biomase. Bios pomeni življenje in energija biomase je v živih organizmih, kot so na primer drevesa. No, pa poglejmo. Rastline v času svojega življenja kopičijo sončno energijo v svojem telesu. Ko na to te rastline sežigamo, na primer kurimo drva, se ta energija sprošča v obliki toplote. Če ste že kdaj sedeli ob tabornem ognju, potem to zagotovo dobro poznate. O ja, pripravljen sem za kakšen prigrizek, če si to imel v mislih. Oglejmo si še en vir energije biomase, pri čemer se boste morda prijeli za nos. To so odpadki. Ljudje vsak dan proizvedemo velike količine odpadkov. Čeprav je pomembno, da skušamo količino odpadkov čim bolj zmanjšati, pa lahko številne odpadke vendarle uporabimo kot vir energije. Odpadke sežigamo v posebnih za to izdelanih pečeh. S toploto, ki se pri gorenju sprošča, lahko ogrevamo hiše, pa tudi proizvajamo električno energijo. Toda, ali ste pomislili? S sežiganjem odpadkov vendar onesnažujemo zrak in to je velik problem, ki ga ni mogoče enostavno rešiti s klobukom. Večina energije, ki jo danes porabljamo, in te porabljamo veliko, izvira iz fosilnih goriv. Toda fosilna goriva so neobnovljiv vir energije, ki poleg tega povzročajo še onesnaževanje okolja. Zato bi si morali prizadevati, da bi uporabljali manj fosilnih goriv in izrabljali več obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter in voda. Spoznali pa smo še druge obnovljive vire energije, kot so geotermalna energija in energija biomase. Prizadevajmo si tudi za recikliranje in kompostiranje in veliko bomo prispevali k varčevanju z energijo ter obenem pripomogli k zmanjšanju količine odpadkov. Toda še vedno je najbolj učinkovita metoda varčevanja z energijo, da je enostavno porabljamo manj. Vsi lahko pripomoremo k temu, da bodo tudi naši zanamci imeli dovolj energije. Vredno se je potruditi. Glede na to, da varčujem z energijo, bi si zaslužil pa sladek, ali ne? Res bi si ga zaslužil? Halo, me kdo sliši?